Dolimita. Lepo pozdravljeni, zadnji dan 25. zimskih olimpijskih iger je pred nami. Le še peščica končnih odločitev je ostala, med temi ženski tek na 50 km in veliki finale hokejskega turnirja. Tudi pri moških se bosta kot pri ženskah pomerili reprezentanci ZDA in Kanade. Še zadnjič v oddaji Dolimita pozdravljam naše reporterje na prizorišču. Danes sta z nami Anja Hlača-Ferjančič. Živijo, Anja. Živijo. In Tomaž Langerholz. Hej, Tomaž. Živijo. Moje ime je Luka Petrič. Zimske olimpijske igre. Ok, začnimo s hokejem. Tomaž, se veseliš finala? Neizmerno, edin, kar mi je žal in sem malo ljubosumen na redakcijskega kolega Marka Pangerca, ki bo spremljal to tekmo v Milanu, sam pa jo bom pred TV ekranom. Zadnjič si v oddaji Dolimita povedal, da bi bilo super videti najboljše v finalu. Na papirju so to Kanadčani in Američani so oboji to tudi potrdili na teh igrah na ledeni ploskvi. Ja, definitivno, če gledamo rezultate, ampak tisti, ki pa ne držijo pesti za ti dve severnoameriški reprezentanci, pa bi malo dejali, nekaj sreče pa sta vendarle obe reprezentanci imeli v četrtfinalu. Kanadčani so s 4-3 po podaljšku premagali Češko, ko je fenomenalen gol dosegel Mitch Marner, ampak predtem so Čehi imeli izrazito priložnost, da bi šli oni v polfinale, pa je bil na mestu vratar Kanade. Na drugi strani pa so se Američani tudi mučili s Švedi, kar je bilo pričakovano. So sicer vodili dolgo časa, potem pa je Zibanejad izenačil. V podaljšku pa sicer Švedi niso imeli takšne priložnosti kot Čehi proti Kanadi, ampak Quinn Hughes pa je res mojstrsko dosegel gol za zmago. In potem so Američani v polfinalu odpihnili Slovaško, 6-2. Slovaška najprijetnejše presenečenje tega turnirja, definitivno. Kanada pa se je znova mučila s Finsko, bila v zaostanku 2-0, pa se reševala. 36 sekund pred koncem tekme regularnega dela pa je McKinnon dosegel gol z igralcem več in Kanada je prišla v finale. Severna Amerika, verjamem, da bo danes, ne glede, če si na vzhodni obali, bo to vse skupaj se dogajalo ob 8 zjutraj, na drugi strani, na zahodni, še 3 ure prej. Verjamem, da bo to res izjemen dogodek. Ne nazadnje, ne vem, zdaj, če je res ali ne, naj bi na današnjo tekmo prišel tudi sam predsednik Združenih držav Amerike. Kdo te je najbolj navdušil pri obeh reprezentancah doslej? Ja, kar tisti, ki smo jih nekako pričakovali. Ne. Pri Kanadi mnogi so bili presenečeni, da je znova dobil priložnost Macklin Celebrini, zvezdnik San Joseja. Ampak njega je že lani na turnir 4 narodov nekako zraven sebe potisnil Sidney Crosby, ki ga zdaj ni zaradi poškodbe kolena. Mladec res igra fenomenalno, ampak tu so potem res veliki zvezdniki, McDavid, pa McKinnon, pa Horvat, pa Marner, ne vem kje bi začel. In na drugi strani pa morda na papirju za kanček slabši Američani, ampak vemo, kako je pri ameriških športnikih, ko se gre za olimpijske igre, čeprav je 9-2 v tem trenutku v naslovih olimpijskih prvakov za Kanadčane. Velikokrat, ko se pogovarjamo o hokeju, praviš, da odloča vratar. Se ti zdi, da bo to pomembno v tej tekmi v ameriških vratih? Connor Hellebuyck, ki ima med vsemi najboljši odstotek obramb na olimpijskem turnirju, pri Kanadčanih pa kljub spodbudnemu začetku iger ostaja nekaj vprašanj pri Jordanu Binningtonu. Ja, definitivno. Mislim, da je v bistvu vsi športi, ki imajo vratarje, vse se začne od njih. In v hokeju je to še bolj pomembno. Definitivno. V nogometu, v rokometu, ko imaš 7 metrovko ali 11 metrovko, je velika prednost. V hokeju kazenski strel ni tako velika prednost. Ampak ja, mnogi so bili celo presenečeni, ko je John Cooper, selektor Kanade, vpoklical Jordana Binningtona. Namreč letošnja sezona je za njega v ligi NHL mizerno slaba. St. Louis daleč od končnice. Ampak Jordan Binnington je lani prinesel Kanadi naslov 4 nacij, to je bil nekakšen
ogrevalni turnir za tole, kar se dogaja letos. In imajo veliko zaupanja v Jordana Binningtona in pravijo, da je človek za velike tekme. In videli bomo, ampak na drugi strani pa tudi res izjemni Connor Hellebuyck, vratar Winnipega, tako da mislim, da bo dnevna forma tudi odločilna, kajti če pogledamo napad Združene države Amerike na turnirju 24 doseženih golov, Kanada 27, tako eni kot drugi so jih prejeli 8, tako da tu je zelo podobno vse skupaj. Je pa ena stvar jasna, ne? Tisti, ki se morda, ko bolj spremljate ta hokej in se spominjate lanskoletne te prve tekme med Kanado in Združenimi državami Amerike, v 4. sekundi že 2 vse splošna pretepa. Obakrat sta bila zraven brata Kačak, ampak na olimpijskih igrah danes pa kaj takega ne pričakujem, kajti lahko si hitro izključen, daš nasprotniku igralca več in bo igra na telo, to je jasno, bo zelo fizična igra, ampak vložek je kar velik. Pa treba se je tudi spomniti, da tista tekma je bila kmalu potem, ko je ameriški predsednik Trump rekel, da je med njegovimi cilji tudi možnost zavzetja Kanade in zaradi tega tudi malce bolj razdražil kanadsko občinstvo in, kot smo lahko videli, tudi kanadske hokejiste. Gremo k smučarskemu teku. Najdaljša tekaška preizkušnja čaka ženske, 50 km v klasičnem koraku. Švedinje so najboljše tekačice na svetu. Morda pa v tej disciplini se zdi vse najbolj odprto. Norvežanke imajo vselej zelo močno ekipo. Jessica Diggins, Američanka, je osvojila srebrno medaljo v tej disciplini v Pekingu, takrat še na 30 km. Tam je zmagala Tereze Johaug. Johaugove ni več v karavani, lani je končala svojo športno pot. Dobila je tudi edini tek na tej razdalji v minuli sezoni, predlani pa edinega Frida Karlsson. Nastop Švedinje pa je danes vprašljiv. Če je pri ženskah bolj odprto, pa pri moških zelo zaprto. Na vrhu so bili na 50 km 3 Norvežani, prvi Anja pa najboljši športnik teh iger in najboljši zdaj vseh časov na zimskih olimpijskih igrah. Kakšen privilegij, da ga lahko spremljamo, a ne? Res. Zares je čudovito biti del športne zgodovine. Kar malce sem bila, če je že Tomaž omenjal nevoščljivost, nevoščljiva kolegom, ki so se pogovarjali z njim. Johannes Hesfod Klebo mi ostaja v prijetnem spominu še iz svetovnega prvenstva v Planici. Tudi meni. Zares zanimiv, zelo zanimiv tekmovalec. Ponovil je dosežek svetovnega prvenstva, 6-krat zlat na svetovnem prvenstvu, 6-krat zlat na olimpijskih igrah. In kar mi je bilo recimo danes zanimivo ob spremljanju odzivov, je bilo to, da se je tudi sam zares bal, da bo zbolel. Omenjal si, da so bili samo Norvežani na vrhu, kar nekaj favoritov ali pa recimo širši krog favoritov je ali odstopilo ali sploh ni tekmovalo zaradi bolezni. No in tudi Klebo se je bal, da bi lahko zbolel, da bi ga kakšen prehlad nekako oddali od tega zgodovinskega dosežka in njegov oče je razkril, da so očitno pomagali ingver, česen, med in limona. To torej jedo olimpijski šampioni zato, da ne zbolijo in da krepijo imunski sistem. Verjeli ali ne? Čarobni napoj, ki bi ga marsikdo našel tudi v svoji kuhinji, ne? Tudi jaz to pa nisem olimpijski prvak. Pa nisi zbolel, ne? Na teh olimpijskih igrah. Nisem to. Nisi pa bolan, no vidiš. Res pomaga. Potrkal sem 3-krat na leseno mizo, ampak pri res izjemnem Norvežanu je ena zanimiva stvar. Tudi ko smo tu na biatlonu v medijskem središču spremljali in predvsem te zadnje metre, vsi so govorili, saj seveda prihaja tisti zadnji vzpon, kakšnih 300-400 metrov pred ciljem in tu je prav vse tekme Klebo dobil. Na vseh teh 6 tekmah, kjer je osvojil zlato odličje, je on na tem klancu napravil razliko in prav neverjetno je bilo včeraj ga spremljati, ko je, ne vem, po 2 urah in 10 minutah imel še toliko energije. Kakšen pospešek, ja. Tako da to je res fascinantno. Česen, limona, ingver, ne, to deluje.
Super. Mislim, Takoj ga bom probal Ja, zdaj. na smučeh nikoli ne bom tako hiter kot Johannes Hesflot-Klebo, tudi če bom 10 strokov čez na dan pojedel. Johannes Hesflot-Klebo je sicer po 6 zlati medalji, skupno pa 11 na zimskih olimpijskih igrah, rekel, da je težko najti prave besede, da potrebuje nekaj časa, da se bo zavedal, kaj mu je na teh igrah uspelo. Dolgo pa ni verjel, da je česa takšnega sposoben, da mu bo nekaj takšnega tudi uspelo. Hard to find the right words, and I think I will need to have some time to let this sink in. But for sure, it's special and it means a lot. But I didn't even think this was going to be possible. Tomaž, biatlonski spored se je končal z novo francosko zmago. Kakšno presenečenje. Ocean Michelon na prvem mestu, Julia Simon na drugem, 13 francoskih medalj v Anterselvi. Še vedno velja, da so biatlonci osvojili več kot polovico francoskih medalj na teh igrah. Na tretjem mestu pa presenečenje z Češke, Tereza Vobornikova, presenetljivo na zmagovalnem odru, ampak blizu pa je bila še lepši, višji uvrstitvi, ne? Še en spektakularen dan v Anterselvi. Meni so res, v bistvu tudi v tem trenutku mi gredo kocine po konci, ko se spomnim, tekma je trajala 37 minut in 18 sekund. 20 tisoč, več kot 20 tisoč navijačev je za teh 37 minut prihajalo na prizorišče 3-4 ure pred tem. In čakali so. Neverjetno vzdušje je že pred tekmo, ko so se ogrevali, ogromno francoskih navijačev, ogromno nemških, ko so biatlonke šle mimo ta velike tribune, vedno znova glasna vzpodbuda, skandiranje z imeni teh tekmovalk, ampak sama tekma je bila pa res nadvse zanimiva, tako kot tudi preostalih 10 končnih odločitev v biatlonu. Ampak ja, Vobornikova je izvrstno nastopila. Na prvem strelskem postanku en zgrešen strel, ni bila povsem v ospredju, potem pa je na zadnjih 3 imela 15 čistih zadetkov in šla je v zadnji krog s prednostjo. Ampak zavedajoč, že ko je šla mimo te celice za umestni čas po 4. streljanju, je mislim, da čez levo ramo pogledala, kaj se dogaja za njo. In hitro je videla, da je za njo Michelonova in potem zelo blizu tudi Simonova. Nenazadnje pa edina biatlonka včeraj z 20 zadetki, Anna Magnusson, pa tudi ne, to je avtomatično pomeni toliko metrov manj pretečenih, kajti 150-metrski je kazenski krog, ampak Švedinja ni mogla držati, morda bi lahko Čehinjo, ampak ker sta Francozini tako navili ritem za Vobornikovo, da je tudi ta dala, potem je padla v cilj, ampak Čehi so bili navdušeni, novinarji v mešani coni, kjer sem bil zelo blizu njih, so skakali, kot da bi bila zlata, ampak s tem je Češka postala 8. država z odličjem na biatlonskih olimpijskih igrah. Francozi pa, kot si dejal, ja, res kot iz drugega sveta, 6 zlatih, 4 srebrne, 3 bronaste, tudi Norvežani z 11, ne, izjemni. Kakšni pa so sicer zadnji dnevi iger, zdaj, ko se vse skupaj končuje, ko je malo disciplin, si predstavljam tudi precej manj športnikov na prizorišču, se pozna na prizorišču, da se igre končujejo, Anja? Ja, sprehodila sem se pred tem našim pogovorom po Cortini, šla še enkrat tudi do olimpijskega ognja in ljudi je ogromno. Dobro, športnikov je seveda manj, ampak navijačev, športnih navdušencev pa še kar margoli. Sej ni nujno, da grejo na tekme, lahko se grejo samo slikati z olimpijskim ognjem ali pa nakupovati olimpijske spominke, to je tudi zelo priljubljen šport v Cortini. Sicer pa sem se želela navezati še na biatlonsko vzdušje. Upam, da niso Francozi in Francozinje prehitro v formi, ne? Na domačih igrah čez 4 leta bo tudi treba kaj pokazati. Italijanom je šlo zelo dobro letos. In govorila sem s slovenskim nekdanjim biatloncem Petrom Doklom, pogovarjala sva se seveda o Klebu in je dal zelo zanimivo primerjavo. Je rekel,
Ja, Klebo je en tak pogi. Moraš vedeti, da konkurenca trenira približno enako kot on. Vsi imajo dobre razmere, pazijo na prehrano, veliko trenirajo, ampak on je šampion in nekaj podobnega je s Tadejem Pogačarjem. In se mi zdela prav taka simpatična primerjava. Super primerjava, res je. Za konec še ena ocena iger iz slovenskega zornega kota, pa predlagam, da najprej prisluhnimo, kaj pravi vodja slovenske odprave na teh igrah, to je Blaž Perko. Z vidika reprezentance vsekakor medalja vedno pokaže moč in uspeh, ni pa spregledati dejstva, da v posameznih panogah dejansko niso rezultati na nivoju, kot smo jih bili vajeni, oziroma je tudi ni videti neke perspektive ta hip, zato je tudi naš izvršni odbor, ki je bil pred 2 dnevi tu v Cortini, odprl to temo in predsednik napovedal, da se bomo po naših pristojnostih skušali pomagati panogam, ki so v razvoju oziroma v nekem trenutnem stagnaciji ali pa kakorkoli že, da ponovno vzpostavimo nek razvojni model in pomagamo po naših močeh. Anja, se mi zdi kar primerna ocena kot celota, gotovo plus, ker je Slovenija osvojila 4 medalje, ampak minus pa, da je vse osvojila v enem športu, ne? Ja, sploh, če primerjamo z igrami v Pekingu pred 4 leti, ko je bilo kolajn kar 7, ob skakalnih še alpsko smučanje in deskanje. Tako da, ja, brez družine Prevc bi bila ta slovenska bera res zelo skromna, morda je sploh ne bi bilo. Zares pa bode v oči tudi to, da ni bilo razen 4. mesta Tima Masnaka slovenskih uvrstitev med 10-terico. Se pravi, absolutno je težko zahtevati od športnikov, da bodo kar osvajali olimpijske kolajne. Vsi, ki spremljamo šport od blizu, vemo, da je to nekaj posebnega, nekaj izjemnega, ampak da si pa nekako v 10-terici ali pa da dosežeš nek najboljši rezultat v sezoni, to pa je realno pričakovanje. In tu so pa slovenski športniki na teh igrah z izjemo skakalcev kar več ali manj vsi zatajili. Anja, Tomaž, hvala. S tem tudi končujemo niz oddaj Do limita, ki so bili vaš zvočni popotnik skozi 25. zimske olimpijske igre. Za tiste, ki nas poslušate prek spleta, sledi še nekaj dodatnih vsebin. Za vse pa nekaj bolj lahkotnega za konec. Med snemanjem oddaj ne gre vse tako, kot si vselej zamislimo. Tule je zbir malce drugačnih posnetkov. Včasih se je zataknilo že pri pozdravu. Dober večer. Dober večer. Ne, živijo bova rekla. Zelo sta uigrana. Okay. Gremo še Ja, grem še enkrat. Ali boš tvoje pusto, pa samo nekaj? Bom rekel. Okay. Z nami je radijski biatlonski par, to sta Uroš Vovk in Tomaž Langerholc. Živijo. Zelo sinhrono. Moje ime je Luka Petrič. Včasih si tudi nismo dopustili drug drugemu do besede. Žekleno je ampak na koncu. ko si že tu, Ko si že tu, ker te vsakič prekinil zdaj. Včasih smo tudi potrebovali več časa, da smo se tonsko uravnali. Si pa ti ful nizek, moram reči. Mislim, ne v real life, ampak tukaj jakostno. Aj kaj bolj zdaj? Ne še malo. That's what she said. Zdaj sem dal skoraj do konca. Ok, super. Se te me še zviša. Kaj bolj, še 1, 2, 3, 4, tle smo zdaj v press centru. Včasih tudi nismo vedeli, kdaj se oddaja začne. Oddaja pa je vsako dopoldne v etru Vala 202 ob 10 in 10 minut. Ob 9 in 10 minut. Uživajte, se slišimo. Tudi ne veš več, kdaj je na vrsti. Včasih pa smo ostali tudi brez sogovornikov. Ok, bom zdaj prekinul in pokličem nazaj na 14. Ok, prav. All by myself, don't wanna be all by myself. Petrič, daj priti hiter. Včasih pa smo tudi kaj narobe slišali. Še nekaj izstopajočih posameznikov iger, če ne štejemo oba slovenska junaka, torej Domna in Niko Prevc. Kdo? Luka, sorry, Ja. si mu rekel Igor. Ne, še nekaj izstopajočih posameznikov iger.
Ni panike, ni panike. Da si mu Igor rekel, Ne, super. Torej, Igor, še nekaj o izstopu. Ne, ok. Gremo. Ugotovili pa smo tudi, da je dober teden bivanja v Italiji dovolj, da začne Anja zveneti kot Italijanka. Federica, congratulations, you're a double Olympic champion. Zimske olimpijske igre Milano Cortina. V drugi polovici oddaje Do limita bomo slišali daljši pogovor z Blažem Perkom, pa tudi s Kolindo Grabar-Kitarović, ki je vodja skupine Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki določa naslednje prireditelje iger. Najprej pa k okusom Italije. Italija je ena najpomembnejših vinskih držav na svetu, tako po raznolikosti sort kot po količinah proizvedenega vina in tudi po tradiciji. Vinogradništvo sega v čas starih Rimljanov, ki so razširili gojenje vinske trte v vse kotičke takratnega imperija. Katera pa so danes globalno najbolj prepoznavna italijanska vina in katera so najbolj všeč Slovencem, pa več Miha Šval. Mimo grede. Na olimpijskih igrah. Najprej hvala, stari Rimljani. Brez njih bi bil vinski zemljevid Evrope precej drugačen, kot je danes. Vinsko trto so iz rimskega imperija ob Sredozemlju širitvijo letega ponesli vse kotičke Evrope, povsod tja, kjer podnebje še omogoča gojenje vinske trte. Torej vse od Srbije in Romunije do severne Nemčije in celo Velike Britanije. Prvi so denimo zasadili trte v Bordeauxu, Mozeli in večina sodobnih, najbolj uglednih evropskih vinskih regij izhaja prav iz rimskih nasadov, kjer so sredozemske sorte prilagodili podnebnim in talnim razmeram v kolonijah. Dandanes je Italija zaradi večtisočletne tradicije ena od vodilnih v svetu v raznolikosti, pa tudi količinah proizvedenega vina. Na vrhu lestvice največjih svetovnih proizvajalk se pogosto menjava na prvem mestu s Francijo in Španijo. Stefano Kozma, novinar in poznavalec italijanskih vin iz Trsta. Allora, la produzione di vini italiani è sicuramente una delle più note nel mondo. Italijanska proizvodnja vin je zagotovo ena najbolj prepoznavnih na svetu, poleg francoske. A ker je bila Italija, za razliko od Francije, skozi stoletja razdeljena na različna kraljestva in kneževine, nam je prav ta razdrobljenost omogočila, da smo ohranili številne lokalne avtohtone sorte. Vsaka regija se je specializirala za določeno vino. Sredi 19. stoletja pa smo, potem, ko je trtna uš uničila ogromno vinogradov, uvozili veliko francoskih sort, kot so Chardonnay, Sauvignon, Merlot in Cabernet. Di Sauvignon, di Merlot, di Cabernet, che sono non autoctone, sono arrivate qui nella metà dell'Ottocento. Zagotovo so danes najbolj znana italijanska rdeča vina, tradicionalna toskanska in piemontska, kot sta Barolo in Chianti. A Italija se je uveljavila tudi z belimi vini, naprimer tistimi iz Furlanije, Julijske krajine ali iz Trentina. Denimo z vini, kot so Pinot Grigio delle Venezie in Friulano del Collio. Noi facciamo il Pinot Grigio delle Venezie, il Friulano del Collio. Italija ima danes več kot 500 avtohtonih sort, tako rdečih kot belih, kar je največ v Evropi, ki so se skozi stoletja prilagajale lokalnemu podnebju, tlem in tradiciji. Sorte, kot so na severu Glera ali Moscato Bianco ali na jugu Nero di Avola in Primitivo, imajo poseben karakter in prepoznavnost, vina pa so močno lokalno obarvana in zato posebna. E poi ci sono centinaia di varietà autoctone in Italia, per cui chi è appassionato o chi si trova in Sicilia a fare la vacanza. V Italiji obstaja stotine avtohtonih sort, tako da, če je kdo ljubitelj vina ali je na dopustu na Siciliji, lahko najde 10-15 različnih sicilijanskih sort in še več različnih vin. Ta velika raznolikost je omogočila, da so naša vina res edinstvena. To je naša sreča in to je moč italijanskega vina, podobno kot je to pri italijanskem oblikovanju, modi in slogu. Che è un po' anche quello della moda italiana, dello stile italiano. Okusi Italije v Sloveniji. Severovzhod Italije slovi po belih vinih, no in veliko obmejnih vinogradnikov ima trte, kot so Rebula in Refošk, zasajene tako na slovenski kot italijanski strani.
Katera italijanska vina pa so pri nas najbolj prepoznavna in priljubljena? Sommelier Gašper Čarman iz podjetja E-vino. Prvo, ki ga treba omeniti, Prosecco iz regije Veneto, tu blizu Slovenije, se pravi peneče vino, lahkotno, pitno, izjemno popularno globalno. Drugo so ta bela vina ob meji za Slovenijo, ki veljajo kot najboljša bela vina Italije. Potem je tukaj Soave, ki je tudi v regiji Veneto. Potem imamo Toskano s Chianti Classicom, z Brunellom di Montalcinom, super toskanci, ikonična vina kot so Sassicaia, Ornellaia, Biserno. In potem zadnja leta blazen hit regija Alto Adige, recimo gorska vinska regija Italije. Kako pa so se italijanska vina in vinarji prilagodili globalnim trendom in nenazadnje tudi podnebnim spremembam? Sodobnim globalnim vinskim trendom se italijanska vina seveda prilagajajo. Dovolj so pametni, da razumejo, kaj pomeni globalno segrevanje in kaj pomeni spremenjen okus kupca. Tako logično Prosecco seveda po celem svetu dobiva bitko med penečimi vini. Nenazadnje je tukaj faktor ob tem lahkotnem stilu in pitkosti in enostavnosti tudi nenazadnje cena. V zadnje čase izjemno pomemben faktor pri nakupu vin. Drugo, kar pa se mi zdi trenutno izjemno popularno in izjemen hype, če temu lahko tako rečem, je pa omenjeni Alto Adige. To so pa, rečemo temu, višje ležeči vinogradi. To je regija, ki je recimo med Gardo in Dolomiti, z izjemnimi vini, lepimi kislinami, čistimi vini. Tam se nekako sreča Mediteran s to nemško natančnostjo in tudi pri vinih je to odraz. Mimogrede na olimpijskih igrah. Okusi Italije v Sloveniji. Italijanska vina so svetovno znana zaradi bogate zgodovine in raznolikosti, pri njih pa ni v ospredju le množična proizvodnja, ampak tudi tradicija in kakovost, še dodaja Miha Šval. Zimske olimpijske igre. Blaž Perko je direktor sektorja za šport na Olimpijskem komiteju Slovenije. Ani Hlača-Ferjančič je povedal, da je slovenska bera medalj lepa, bode pa v oči, da so bile vse osvojene v enem športu. Na igrah je pričakoval organiziran kaos, nekaj ga je tudi bilo, pravi pa, da so se italijanski prireditelji izkazali z iznajdljivostjo in prijaznostjo. Blaž Perko, 25. zimske olimpijske igre se končujejo. Slovenci so osvojili 4 kolajne, kar je manj kot pred 4 leti v Pekingu in več kot pred 8 v Pjongčangu. Denimo, kako ste z rezultatskega vidika zadovoljni z igrami? Z vidika reprezentance vsekakor medalja vedno pokaže moč in uspeh. Ni pa spregledati dejstva, da v posameznih panogah dejansko niso rezultati na nivoju, kot smo jih bili vajeni, oziroma je tudi ni videti neke perspektive ta hip. Zato je tudi naš izvršni odbor, ki je bil pred 2 dnevi tu v Cortini, odprl to temo in predsednik napovedal, da se bomo po naših pristojnostih skušali pomagati panogam, ki so v razvoju oziroma v nekem trenutnem stagnaciji ali pa kakorkoli že, da ponovno vzpostavimo nek razvojni model in pomagamo po naših močeh. Tako da z vidika rezultatov vsekakor, če gledamo panogo po panogo, ne moremo reči, da je bilo posod uspešno, ker ni bilo. Z vidika reprezentance pa definitivno kolajne so tiste, ki pač na olimpijskih igrah štejo in so vidne. In tam od tistih, od katerih je bilo največ pričakovano, so svoje cilje izpolnili in tudi naša pričakovanja, kar je vedno težko in z tega vidika pa lahko ocenimo kot zelo uspešno. Ja, seveda se strinjava, da dobiti olimpijsko kolajno je presežek in je težko v bistvu to zahtevati ali pa napovedovati, ampak na teh igrah res prav bode v oči neko pomankanje teh mest med recimo 3 in 10, ki bi navdajala z nekim optimizmom. Tako je. V posameznih panogah, kjer so nastopali tekmovalci, tekmovalke, ki imajo v bistvu ta potencial, da bi ta mesta dosegli, tega niso izpolnili. In tudi mi smo v naših pričakovanjih nekako pričakovali tukaj več.
Vsaka tekma je zgodba zase in analiza teh je seveda stroka in sami tekmovalci. Kot opazovalci, podporni in recimo poznavalci tudi notranjih zadev smo nekoliko pričakovali več v nekaterih drugih panogah. To ne skrivamo. Je pa dejstvo, da olimpijske igre so dogodek, kjer je težko doseči svoj vrh in absolutno razumemo, da je pač na letošnjih olimpijskih igrah bilo pri kar nekaterih posameznih primerih določena pomanjkljivost ali pa karkoli že, da rezultatov niso dosegli. No? Ampak vsekakor pa iz vidika slovenske reprezentance smo bili vidni, smo bili konkurenčni in iz tega vidika čisto splošnega ne moremo reči, da smo nezadovoljni. Ko ste omenjali pomoč, za kakšno pomoč gre? Tukaj se bo opravila najprej temeljita analiza, tudi seveda strokovnjaki znotraj posameznih panog in potem se bomo pogovorili, kaj in kako, kaj nam manjka oziroma kaj bi potrebovali za razvoj v naslednjih obdobja. Nismo določili, tudi to bo stvar razprave, da se vrnemo na nek nivo, ki si ga tudi naš zimski šport zasluži in ga je že imel. Pomoč, kar se tiče Olimpijskega komiteja, vidimo predvsem z vidika zagotavljanja finančne podpore pri državi, da bo podprla programe, ki so kvalitetni, razvojni in tako naprej. Z vidika Olimpijskega komiteja konkretno pa smo zagnali intenzivno Nacionalni olimpijski inštitut, kjer bomo kumulirali stroko, ki se bo ukvarjala s strokovnimi vprašanji pomoči posameznim panogam. Se pravi, gre za pomoč na področju razvoja kinezoloških oziroma motoričnih sposobnosti, fizioloških, zdravstvenega varstva in tako naprej. In tukaj mislimo, da bomo lahko naredili nek preboj, ki ga do zdaj še nismo imeli na tem nivoju. Igre so bile razpršene. V vaših očeh, kako deluje ta model? Slišimo, da tudi recimo predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry je bila skeptična, pa je zdaj zadovoljna. Kaj se vam zdi? Mislim, da organizacijsko izpeljano, potem samo tekmovanje, je treba organizatorje pohvaliti, ker tudi mi smo se odpravljali z veliko mero skepse na igre, predvsem na podlagi sestankov, pogovorov, izkušenj, ki smo jih imeli v pripravljalnem obdobju. In moja osebna ocena je, da so v bistvu izpolnili nad tistim, kar smo pričakovali, da bo. Pričakovali smo določen mero organiziranega kaosa, če se malo pohecam, na italijanski način, vendar prav ta način mislim, da je prinesel tisto mero fleksibilnosti, da so se zadeve, kljub temu, da niso bile izpeljane v kakšnih delih vrhunsko, nekako skozi fleksibilnost in prijaznost, še enkrat poudarjam, večkrat to povem v intervjujih, izjemno prijaznost vseh vpletenih strani organizacijskega komiteja, da smo stvari speljali in da ni bilo nobenega, ne bi rekel incidenta, ampak kakšnega zastoja ali pa zapleta morda, zastoji so bili. Ja, zastoji na cesti so tudi bili, zapleta, ki ga ne bi rešili. No. Tako da mislim, da so naredili tukaj dobro delo. Zdaj, ta razpršenost prizorišč, vsekakor z tekmovalčevega vidika je po mojem ustrezna, kajti za tekmovalke, tekmovalce tekmovanja je bilo vrhunsko poskrbljeno, tekmovališča poznajo, vse to je bilo urejeno, medtem ko ta razpršenost in njihova razpršenost predvsem športnikov na različnih koncih pa ni izpolnila v bistvu olimpijskega duha, no, če malo tako povem, poetično, kajti olimpijske igre so ne glede na tekmovalni vrhunski nivo tudi tekmovanje, kjer se športniki družijo z drugimi športi, z drugimi državami, ki jih drugače ne srečujejo. Vidik olimpijskih iger je tudi tekmovanje v nekem harmoničnem sodelovanju vseh držav. Tudi ta mir, ko ne bi se vojne prekinile, sicer bodo vsi rekli, da je to nekako utopična ideja, vendar vseeno je to neko obdobje, ko se res različne dežele, države, predstavniki srečujejo, sodelujejo, tekmujejo na istem nivoju in v bistvu
pokažejo, da se da tudi na kaj drugega in konec koncev na tak način se širi tudi neka pozitivna, tudi med sprte narode in ta vidik se pa je tukaj izgubil in ta, rekšemo, neka skupna olimpijska vas, ki je na zimskih olimpijskih igrah vedno problem zaradi pa značilnosti tekmovališč, je bila tukaj še manj prisotna in tukaj tudi z pogovori s tekmovalkami, tekmovalci sem začutil, da jim je to v bistvu zadeva, ki mi je manjkala. Hvala lepa in uspešno delo naprej. Hvala lepa. Še pogled naprej k prihajajočim igram. Predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry je zatrdila, da bodo letošnje igre prototip za mnoge prihajajoče. Pomemben bo trajnostni vidik organizacije, uporaba že uveljavljenih in zgrajenih tekmovališč, četudi v krajih, ki so med seboj precej oddaljena. O tem, kakšne bodo v prihodnje igre, se je Igor Tominec pogovarjal z vodjo skupine Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki določa naslednje prireditelje iger, to je Kolinda Grabar-Kitarović. Gospa predsednica komisije MOK, zadnjih nekaj let velja nov način izbire, ni več tekmovanja za glasove med večjimi kandidaturami, pač pa se gostitelja določi s tako imenovanim stalnim dialogom, v katerem se MOK najprej dogovarja z večjimi kandidati, preverja podporo in možnosti javnega financiranja, nato pa zožuje izbor, dokler ne ostane na mizi najprimernejši kandidat. Kako po nekaj letih ocenjujete to načelo? Ma da, točno. Prije su se trošili milijuni ne samo na izgradnju raznih stadiona, dvorane i slično, nego na sam proces, na PR kompanije koje bi mogle napraviti najbolji projekt koji bi onda impresionirao članove Međunarodnog olimpijskog odbora. Da, prej so se porabljali milijoni ne samo za olimpijske objekte in stadione, pač pa tudi za agencije za odnose z javnostmi, zato da bi se pripravili projekti, ki bi navdušili člane Mednarodnega olimpijskega komiteja, da bi ti potem glasovali za določeno kandidaturo. Ampak kako jih navdušiti? Treba je bilo zgraditi tako imenovane bleščeče objekte ali, kot jim pravimo, bele slone, za katere se je porabilo veliko denarja, tega pa je potem zmanjkalo za izobraževanje, zdravstveno varstvo in tako naprej. Takšni objekti so potem po igrah pogosto izgubili pomen in včasih celo povsem samevali. Zdaj je osnovno načelo, da se zgradi samo tisto, kar kraj ali regija res potrebujeta. In pri tem je pomembno, da lokalno prebivalstvo te gradnje podpira, ker čuti, da bi lahko po igrah izboljšale njihovo življenje. Če neka skupnost dejansko potrebuje nov nogometni stadion, za katerega je jasno, da se bo uporabljal, potem naj se zgradi. V nasprotnem primeru pa naj se uporabi obstoječa infrastruktura. Pa še ena možnost obstaja, da se začasna infrastruktura, denimo montažne tribune in podobno, po igrah donira tistim okoljem ali celo drugim državam, ki to nujno potrebujejo. V tem primeru lahko vidite dodatne prednosti. Kojoj taj stadion treba i onda se nastavke, dakle vidite nekakve dodatne benefite od cijelog projekta. Koliko let vnaprej gledate v vaši komisiji za prihodnje gostitelje iger in koliko krajev je pravzaprav sploh v igri? Da, taj se prostor sve više smanjuje. Doista se više se smanjuje. Prije je načelo bilo idemo izgraditi, pa ćemo tamo privući zimske sportove, oslanjalo se na umjetni snijeg, ali nije to. Ta prostor se v resnici precej zmanjšuje. Včasih je bilo načelo, zgradimo infrastrukturo, potem pa bo to že pritegnilo zimske športe. Miselnost je bila taka, da lahko narediš umetno zasneževanje kjerkoli. Ampak potem smo ugotovili, da obiskovalci olimpijskih iger želijo videti pravo zimo. Takšnih krajev, ki bi gostili igre in imeli pravo zimo, pa spet ni tako zelo veliko. Zato se bomo vračali k krajem, ki so že gostili igre in imajo potrebno infrastrukturo, ali pa bomo tako kot v letošnjem primeru decentralizirali tekmovanja. Praviloma je tako, da imate v večjem mestu dvorane za hokej in drsanje, v gorah pa tekmovališča za preostale športe. Skakalnice in bobstaza veliko stanejo, zato jih je smiselno graditi le, če se bodo uporabljali tudi po igrah. Ne sme pa se narediti škode okolju in
lokalni skupnosti. In zelo pomembno je, da imajo kraji neko korist, da se spodbudi turizem in podaljša sezona. In da lahko prebivalci okrepijo svojo kulturno identiteto, obenem pa imajo podjetja z dodano vrednostjo. Da njeguju svoj kulturni identitet, ali naravno i da imaju poslove dodane vrijednosti. In še vprašanje slovenskega zornega kota. Ali je še živa ideja, da bi Slovenija nekoč gostila zimske olimpijske igre v okviru 3 dežel? Pa naravno, mislim, nova pravila to dopuštaju. Ajde, možda nećemo ići toliko daleko kao FIFA, pa ići na nekoliko kontinenata. Međutim, seveda, nova pravila to dopuščajo. Ne bomo sicer šli tako daleč kot FIFA, da bi tekmovanje raztegnili praktično do naslednje celine, ampak prihodnost je v tem, da se olimpijske igre razprši na različna prizorišča. Nekateri so nostalgični in pravijo, da je škoda, da ni več enotne olimpijske vasi, v kateri se družijo vsi športniki, ampak bodimo realni. Danes nove generacije stike bolj vzdržujejo prek družbenih omrežij kot v živo. To pa se da z najrazličnejših lokacij. Videli ste tukajšnje odprtje iger. Dalo se je narediti enoten dogodek z različnih lokacij. Torej, Slovenija bi brez dvoma lahko gostila en del, en grozd olimpijskih tekmovanj. Pa ne govorimo le o zimskih igrah, možnost je tudi za poletne. Osnovni pogoj je, da ima lokacija dobre prometne povezave. To pa je lahko tudi prek državnih mej. Pomembno je, da so regije prometno povezane in da gravitirajo ena proti drugi. Vseeno se moramo zavedati, da je za športnike, navijače in medije pomembno, da lahko v času iger prehajajo z enega na drugo prizorišče. Nemogoče je videti vsa tekmovanja, vendar navijači radi obiščejo čim več športov. Da postaje takva transportna infrastruktura da se može doći s jednog kraja na drugi i da možete ipak tijekom olimpijskih igara nemoguće otići na sve, rijetki su ti koji uspiju vidjeti jako puno natjecanja, ali što je moguće više toga odraditi i kao navijač. Hvala za vašo pozornost, da ste zimske olimpijske igre doživeli z nami. Uživajte, se slišimo. Dolimita.